Pa najbolj, da kar začneva s tem, kar naše poslušalce najbolj zanima, in to je seveda obdavčitev kriptosredstev. Zdaj nekateri pravijo, za kateri zakon je boljši tale predlog, ki so ga oni pripravili, boljši tisti, ki je moj. Pri meni je bilo 5%, ampak na vse, kar si unovči, pri njih je pa ta varianta. Če spremeš nek zakon, se ni treba ukvarjati s preteklostjo, ni se treba ukvarjati, kje je kdo dobil denar, da je pač neke kriptovalute kupil, pač se je sprejel zakon, od takrat naprej velja, pusti ljudi za nazaj pri miru in ne obdavčuj za naprej. Ja. In zato mora biti zadeva enostavna, jasna, nedvoumna in tudi ne komplicirati. Veste, to tudi, če nekdo nekaj malega unovčuje, ni ga treba loviti. Zato smo mi tam pripravili tisto mejo 10.000 evrov, da se do tega ne ukvarjamo, ker ti ukvarja se z velikimi številkami in tako naprej. Ljubljana recimo je bila prejšnjo leto oziroma to leto razglašena za najbolj kriptoprijazno mesto na svetu. Pri tem v kriptu se je zgodilo to, da so ljudje pač se prikazovali, koliko veliko so zaslužili in potem začnejo se delati tista fovšija, in to pa moramo obdavčiti in potem se išče način. Zakaj po vašem mnenju vse več podjetnikov oziroma imate tak občutek, da vse več podjetnikov in kapitala razmišlja oziroma že zapušča Slovenijo? Če vi želite tujce privabiti, pa tujci slišijo, da odhajajo iz Slovenije, potem sem vprašal, zakaj bi pa jaz zdaj šel čez Slovenijo, grem direkt na Hrvaško, ali pa grem direkt v Romunijo, grem direkt v Srbijo, ali Bolgarijo in tako naprej. To bi lahko obrnilo zelo velikim znižanjem obdavčitve. Jaz pravim, davek mora biti toliko nizek, da nihče ne razmišlja, da bo šel kam drugam. Kako visoko je pa sploh davčno breme recimo v Sloveniji v primerjavi zdaj s temi ostalimi državami, ki so jih omenila? Pa sem delal kalkulacijo Srbija, Slovenija, pri menedžerski plači 30.000 evrov mesečno, pri nas dobi 12.900, v Srbiji dobi 26.300. Predsednik vlade je pred volitvami, današnji predsednik vlade je povedal, da bo davke zvišal in je bil izvoljen. Pomeni, da ljudstvo želi imeti više davke. Kakšen bi pa bil po vašem neko fair okolje v Sloveniji zdaj za podjetnika? Ne smeš zmeraj reči, bomo prispevke zmanjšali. Jaz sem za zmanjšanje prispevkov, če ostanejo socialne pravice iste. A se vam zdi, da je sorazmerno potem stanje med tem, kar Slovenci državi damo in med tem, kar prejmemo nazaj? Vi imate neko bolezen, ki je smrtna. In pridete v našo javno bolnico in vam rečejo, veste kaj, na pregled lahko pridete leta 2027 pa 2028. Ker zdaj kaj se dogaja? Zdaj že poslušam, da slovenski zdravniki odpirajo klinike na Hrvaškem. Kako vi komentirate, sigurno ste ga že večkrat, ampak še na naši oddaji, predlog o obdavčitvi druge nepremičnine in vseh naslednjih. Lepo pozdravljeni v novi epizodi Inkrementum podcasta. Moje ime je Nace in danes v studiu gostim magistra Ivana Simiča, enega najvidnejših davčnih strokovnjakov v Sloveniji, nekdanjega direktorja finančne ter tudi davčne uprave, avtorja več davčnih reform in predvsem človeka, ki res razume, kako kompleksna je davčna zakonodaja. Danes se bomo pogovarjali o tem, kar neposredno vpliva na vaš denar. Obdavčitev kriptovalut, zakaj Slovenci iščemo načine, da kapital umikamo v tujino, zakaj so plače tako visoko obremenjene in predvsem, ali sploh dobimo nazaj tisto, za kar plačujemo. Gospod Simič, najlepša hvala, da ste se mi pridružili, pa kar začnemo s tistim, kar naše poslušalce najbolj zanima, to pa je seveda obdavčitev kriptosredstev. Kako bi sami komentirali ta predlog vlade? Oni so predlagali zdaj 25% davek na dobiček od kriptosredstev. Kakšen je bil vaš prvi odziv na to? Moj prvi odziv je bil pač, da so najdli neko boljšo varianto, kot so bile neke predhodne. Torej oni so šli, mogoče neka kombinacija tistega mojega predloga, ker sem tam sam govoril tisto, kar dobiš na transakcijski račun. Oni so šli vse to, kar kupiš v nekem letu in vse, kar prejmeš na svoj transakcijski račun, da ta razlika bo obdavčena 25%. To ni toliko slabo, ampak tisto, kar vidim, da mnoge moti tisto stanje 1.1.2026, ampak jaz pravim, da če spremeš nek zakon, se ni treba ukvarjati s preteklostjo, ni se treba ukvarjati, kje je kdo dobil denar, da je pač neke kriptovalute kupil, pač se je sprejel zakon, od takrat naprej velja, pusti ljudi za nazaj pri miru in ne obdavčuj za naprej. Tako da bomo videli zdaj, kaj bo. Zdaj nekateri pravijo, za kateri zakon je boljši tale predlog, ki so ga oni pripravili, boljši tisti, ki je moj. Pri meni je bilo 5%, ampak na vse, kar si unovči, pri njih je pa ta varianta. Tako da je prav gotovo nekaj boljšega, kot je prej, ker drugače ne mogoče spremljati te transakcije, ki jih je na 10.000. In zato moraš najti neko enostavno varianto. Absolutno. A se vam zdi mogoče kaj preveč zgrešeno v tem predlogu, se pravi, bi lahko kaj zboljšali, mogoče oni, se vam zdi, vidite tudi kakšen velik plus? Enostavno želim komentirati, ker če gledam že takrat, ko smo mi pripravili tisti zakon na 5%, veste, vi imate v Sloveniji 2 milijona ljudi, ki ima 6 milijonov mnenj,
in nikoli ni nihče zadovoljen. Tako da tudi takrat, ko je bil tisti zakon, ko smo ga predlagali, se je največ zadržal zaradi velikega števila pripomb. Ne vem, koliko pripomb so dobili zdaj na ta zakon. Koliko 300, mislim, da jih je koliko bilo. 300? 300, ja. Veste, to je 300 pripomb, vse moraš iti skozi, več moraš povedati, zakaj boš nekaj upošteval, zakaj nekaj ne boš upošteval in tako naprej. In v glavnem tisto, kar jaz poznam, ne poznam kakšne imajo pripombe, ampak to so v glavnem neke malenkostne pripombe nekih ljudi, ki kalkulirajo tistih svojih 100, 200 ali pa 500 evrov, ki jih imajo. Tako da jaz predvidevam, da bodo oni pripravili ta zakon, potem pa ljudje odločajo sami. Čeprav zdaj, kakor vemo, je Nova Slovenija vložila tisti moj predlog zakona, ampak predvidevam, da bo vlada pač na glasovanju tisti njihov zakon izločila in bo pol enkrat v jesen šel ta zakon. Se pravi, se vam zdi, da bo vaš predlog takega NSI prevladal? Gledajte, vse koalicija, če ga ne želi, ga enostavno sprejme, da ne gre v nadaljnjo obravnavo in zadeva zaključena. Vse to je popolnoma normalno in bomo videli, kaj bo. V Sloveniji, ne vem, koliko poznate, imamo kar sicer veliko uspešnih kriptopodjetij, tudi posameznikov. No? Ljubljana recimo je bila prejšnjo leto oziroma to leto razglašena za najbolj kriptoprijazno mesto na svetu, ker po količini 140 podjetij sprejema plačila, kar 600 lokacij v kriptovalutah. Imamo tudi kar ogromno uspešnih zgodb, recimo ena večjih je CargoX, Eligma, podjetja, ki so kar ocenjene nad 100 milijonov vrednosti, tudi Tether recimo kupuje Eligmo za več kot 100 milijonov. Tako da imamo zdaj tle dve strani. Eni pravijo, da je to super, da spodbujamo naprej še ta razvoj in spodbujamo nekako Slovenijo, Ljubljano kot neko kriptometropolo. Na drugi strani imamo pa ta pogled, da brez veze, da smo davčna oaza za te kriptobogataše. Kako vi na to gledate? Jaz ne bi rekel, da smo kriptooaza. Mislim, da se ve, tudi pojasnilo finančne uprave je, da če si kupil in če si držal in nisi nič vmes kupoval in prodajal, da je to pač neobdavčeno, torej ni zavezano plačilu davka. Če si pa delal vmes neke nakupe in prodaje in tako naprej, pa lahko to, kot je zapisano v njihovih pojasnilih, spremenijo v dejavnost in potem obdavčitev gre proti 50%. Tako da je pa res tisto, kar mene moti, da zakaj, ne vem, 100, 200 ali pa 300 ali pa 1000 prodaj kriptovalut, ki jih kupuješ in prodajaš, zakaj je to dejavnost, če pa delnico kupiš 1000krat pa prodaš, pa ni dejavnost. To je mene zmer motil in zaradi tega si jaz bil zmer zagovornik, da pri kriptovalutah ne bi smeli iti na to, da več prodaj pomeni dejavnost, zaradi tega, ker tudi več delnic ne pomeni dejavnost. Potem ima ta razmišljanja mnogih, kar imajo prav, da je pač kriptovaluta denar in da je to pa zamenjava denarja, dolar in tako naprej. Tako da tukaj boste našli več kombinacij, ampak normalno pri teh kriptovalutah je bilo veliko zaslužkov. Nekomu se je to zdelo malo nenavadno, da ni obdavčeno, da je treba vse nek davek vzeti in potem so se tukaj vrteli. Škoda, da takrat ni bil tisti zakon sprejet leta 2022, ko smo ga predlagali, ker je zmanjkalo časa, ker bi zdaj že nekaj denarja pretekali, ker drugače jaz sem dal nekaj pregledov skozi, davčnih pregledov kriptovalut, to je nemogoče uvideti. Pri tolikih transakcijah, veste, ti lahko filozofiraš, pa delaš karkoli hoče, vsak bo imel svojo resnico in zato mora biti zadeva enostavna, jasna, nedvoumna in tudi ne komplicirati. Veste, to tudi, če nekdo nekaj malega unovčuje, ni ga treba loviti. Zato smo mi tam pripravili tisto mejo 10.000 evrov, da se do tega ne ukvarjamo, ker ti ukvarja se z velikimi številkami in tako naprej. In pa če treba ljudi pustiti, vsak naj se odloča, v čem bo plačeval, vsak naj se odloča, v čem bo sprejemal valute, v kateri valuti bo sprejemal plačila in jaz sem tle čist, bom rekel, odprt in nima s tem nobenih težav. Se pravi, recimo, kot ste omenili, da bi Bitcoin gledali kot tudi na sredstvo, ne sicer Evropska unija nam je to začrtala nekako, ne kriptosredstva, vse so skupaj vrgli v en koš in tudi verjetno se morajo naši potem nekako nagibati. Ampak recimo ostali kovanci, pa recimo Bitcoin si niso preveč podobni. Bitcoin ti sklanilec vrednosti kot neko zlato, verjetno ste vam tudi že tam na tistem podcastu dobro razložila, kako pa kaj je z Bitcoin. Ste mi ponujala, ja. Ste vam tudi ponujala. No, bomo videli. V glavnem ostali pa so bolj podobni nekim visokotehnološkim delnicam, recimo. Neka približno primerjava, da si lahko predstavljamo. Bi mogoče kakšen predlog tudi to upošteval, da bi diferencirali med tema dvema, ali se vam zdi? Ne, mislim, zadeva mora biti čim bolj enostavna, brez bo neko podkombinacij in tako naprej, ker v končni fazi bomo šli spet v to, zakaj nek zaslužek, zakaj drug zaslužek ne, ali je to sploh zaslužek ali ni zaslužek, ali je to ohranjanje vrednosti, ali je to sreča in tako naprej. Če se že gre v neko zadevo, potem naj se to pač vse obdavči, ampak jaz pravim, davek mora biti toliko nizek, da nihče ne razmišlja, da bo šel kam drugam.
tako kot so nekateri krožili po Evropi in iskali državo, ki bi to naučil. Ja, absolutno, se do tega bova tudi še prišla. Mene pa zanima, zakaj recimo pa Slovenija pri kriptovalutah, pa tudi pri nekaterih drugih oblikah kapitala ne uvaja spodbud za neko dolgoročno držanje, recimo, naprimer znižanje davčne stopnje po 5 letih, po 10 letih, ker to sicer poznamo, pri delnicah, tudi pri kakšnem drugem finančnem inštrumentu, pri kripto pa tega ni. Zakaj ne? Jaz prvo nisem zagovornik tega, torej to, kar imamo pri delnicah in pri kapitalskih deležih in pa pri prodajah nepremičnin, torej ta lestvica je pač posledica nekih dogodkov v preteklosti, ko smo prvotno imeli v letu 2005 obdavčitev kapitalskih dobičkov večno, pa smo pol uvedli 60% normirane stroške, ker pa 40% osnova, potem je bila pa davčna reforma in iz tega je nastala ta kombinacija, ki jo imamo zdaj najprej 20 let, zdaj je meja 15 let. Tako da zadeve morajo biti enostavne, veste, vsak gleda svojega stališča. Vi gledate z nekega stališča, da bi ljudem ponudili in rekli nekaj dolgoročno, zato ker je to neka davčna olajšava in tako naprej, ampak to bi moral biti neki interes države, da to počne, ampak jaz nisem zagovornik tega, da meni davki usmerjajo, kaj bom jaz kupoval. Da mi nekdo obdavči nepremičnine, prav obdavčimo nepremičnine zato, da jih ne boste kupovali, da boste imeli denar v bankah. Potem se bo nekdo čez 2 leta odločil, zdaj pa preveč denarja v bankah, zdaj pa dajmo nekaj drugega narediti. Tako da jaz sem zagovornik tega, da vso premoženje, ki ga imaš, da je pač na nek način obdavčeno, zakaj samo bom rekel opeka, ali pa ta davek ukine. Vse končno davek na premoženje, ki ga imamo zdaj, skupaj z NUSZ se pobere okrog 300 milijonov. To ni taka številka, da ne bi mogli reči, da pač ne pobiramo ničesar, ampak pri tem v kriptu se je zgodilo to, da so ljudje pač se prikazovali, koliko veliko so zaslužili in potem začnejo se delovati tista fovšija, in to pa moramo obdavčiti in potem se išče način, ampak zdaj na srečo nekaterih je to trajalo toliko časa, da še danes ni obdavčeno, ampak te smo se dosti prerekali, ali kripto je kapitalski dobiček, ali ni kapitalski dobiček, ali kaj je denar in tako naprej. Ampak, tako kot sem že povedal nekajkrat, tukaj so bili res neki enormni zaslužki, ampak veste, mi veliko slišimo o zaslužkih. Ne slišimo pa, ne bom rekel zdaj, stotinah ali pa tisočih ljudeh, ki so pa izgubili denar ali pa še veliko več v naivnih poslih. Jaz sem imel nekaj primerov sem imel, ker sem pač, so prišli k meni in so bili tudi davčni postopki in sem videl, kako so izgubili denar. Potem se pa tam spet država pojavi kot, bom rekel, neka mačeha. Recimo, imeli smo primer, ki je nekdo vlagal denar v neko, ne bom zavedal, v kateri firmi je bilo, in so pol dobili nekaj nazaj svojega denarja. Mi smo dokazovali finančni upravi, da to, kar so vložili, da so dobili nazaj. Finančna uprava je pa rekla, nas ne zanima, koliko ste vi vložili, mi vemo, da ste dobili nazaj, to je drugi dohodek. In so obdavčevali po dohodninski lestvici po progresiji. Kar ni prav, ker v takih primerih ti moraš ga tudi nek socialni faktor, ljudje so izgubili denar. Torej nekaj jim je uspelo rešiti. In zdaj še tisto jim ti obdavčiš, ker veste, kako oni njih potegnejo na limance. Najprej vloži 10 jurjev, dobiš 20 tisoč. Vloži 20 tisoč, dobiš 40, potem pa vložiš 80, pa ne dobiš nič. Žal je teh zgodb veliko. Ker res veliko, ampak zdaj končno smo prišli tudi do te faze, da v Evropski uniji je zdaj ta licenca mika, tako da s to licenco bi pa morali končno počasi malo te prevaranti in pa tudi hkrati z opismenjevanjem, s poznavanjem tem, kar je, ker kot ste sami rekli, bili so res ogromni donosi od leta 2019 do 2022, še prej, ogromni donosi in samo na tisto se sklicujejo. Realnost pa je taka, da redko kdo jih je pa izkoristil na ta pravi način. Ti ljudje se tudi ne upajo oglasiti. Seveda, če se opečeš, se nočeš s tem hvaliti. Tako da kriptotrg je treba na ta pravi način se soočati z njim, definitivno biti vedno previden. Tako da takih je bilo res veliko. Jaz pa gledam iz vidika te nižanje davčne stopnje. Po eni strani se strinjam recimo z vašim pogledom, po drugi strani pa tudi je to nekako mogoče lahko spodbuja ljudi k vlaganju. Vemo, da v Sloveniji ne radi vlagamo sploh v nobene davčne inštrumente po večini, če gledamo. Tako da mogoče ni ta prav način, tako kot ste vi rekli, da bi spodbujali. Ampak nekaj morate verjeti, mi imamo tudi, če gledamo obdavčitev pravnih oseb, imamo neke investicijske olajšave. Imamo neke olajšave, ki lahko podjetja uveljavljajo in recimo tako, kot ste vi predlagali, da bi pač imeli tudi neke olajšave za dolgoročno vlaganje in tako naprej, da bi nižali, ampak veste, potem se pa pojavijo določeni politiki, ki želijo to zrušiti, določeni, strokovnjaki in tako naprej, ki začnejo govoriti, to, kar so govorili, kako je efektivna stopnja za davkom od dobička pri nas nizka. Bila je nizka zaradi tega, ker smo imeli olajšave.
Bila je nizka zaradi tega, ker so največjo olajšavo uporabljala velika podjetja, ki so imela veliko davčno osnovo in je zneskovno bila olajšava, bom rekel, v milijonih pokrita in normalno potem v celem, bom rekel, med vsemi podjetji se je pa stopnja znižala, ampak kljub temu je po številki je veliko več podjetij plačevalo, pa bom rekel, veliko število je plačevalo po normalni stopnji, 19 oziroma danes 22. In zato pravim, da te olajšave so dobrodošle, ampak potem naj tisti, ki želijo nekaj rušiti, naj ne kvarijo tega. Ker normalno je vi kot država, če želite nekoga privabiti, morate dati neke olajšave. Zato jaz razumem ta vaš predlog. Po drugi strani pa poznam težave, ki se pojavljajo. Pri nekaterih zato pravim, da imam rajš, da je zadeva čim bolj enostavna, da ni nekih olajšav in tako naprej. Normalno se bo nekdo pojavil po breku, ja, kaj imam pa jaz od tega, ampak gledajte, končno odločajo poslanci, kakšen zakon bo sprejet. Tako, če lahko se vrnemo naprej na to, kar ste rekli, vam se zdi, da tega zakona zdaj ne bodo sprejeli, da bodo sprejeli zakon, ki ga je recimo NSI predlagala? Ne, jaz mislim, da zakon, ki ga je predlagal NSI, ne bodo sprejeli. Ne bodo sprejeli, če NSI ga je predlagal. Oni so mene takrat poklicali, če imam kaj proti, da ga vložijo. Sem rekel, da nimam nič proti, ker nekako se tisti zakon šteje, da sem ga jaz takrat pač spisal. Sem rekel, da se strinjam, tudi takrat sem šel na tiskovno konferenco, ko so ga predstavljali, ker pač vem, kaj smo takrat želeli. Ampak, gledajte, toliko poznam politiko in da vem, da če koalicija ne bo želela tega zakona, ko bo prišla razprava v državnem zboru, bodo rekli, da ni zrel za nadaljnjo obravnavo in bo pač šel ven in bo potem šel njihov zakon naprej. Tako da zdaj pa tisti, ki imajo kriptovalute, pa morajo pač prekalkulirati, kaj jim pomeni en zakon, kaj jim pomeni drug zakon. Še zmeraj je pa dovolj časa, da bomo neko ti, ki imajo kriptovalute, da pač z nekimi svojimi pritiski, z nekimi svojimi, bomo rekel, pojasnili, zahtevami, povejo, kateri zakon jim bolj ustreza. Moramo pa tudi razmišljati na ta način, da privabimo tudi tujce k nam. Tako je. Da tujci pridejo k nam, da v Novček. Jaz sem poslušal zgodbe in o Portugalski, in o Italiji, in o kantonih v Švici, ki so naših vodili, ampak veste, kamorkoli gre si tujc, nisi tukaj. Ja, absolutno. Zato moramo mi tle nekaj pogruntati, sploh glede na to tisto, kar ste prej povedali, da je Slovenija prepoznana kot država, kjer ima največ možnosti. Torej, mi imamo vse pripravljeno in zakaj ne bi še tega naredili, da bi se mogoče kdo k nam preselil zaradi kriptovalute. Tako, absolutno, da bi lahko nekaj naredili za državo. Ne vemo, da vse gre nekako v to smer in bi lahko... Ja, pa da ima tudi potrošnjo potem tukaj. Ja, tako, absolutno, da je tudi največji interes podjetij in da delajo v tej smeri, ker to so kar velika podjetja na tem področju že. Se pravi, če potegnejo črto, kaj bi potem vi recimo svetovali nekomu, ki ima trenutno kriptoportfelj v vrednosti recimo 100.000 evrov, pa zdaj razmišlja, kaj čakati na zakon, prodati pred prvim, seliti kapital v tujino, kaj bi rekli? Preden nadaljujemo, če razmišljate o investiciji v Bitcoin ali ostale kriptosredstva, vas vabim, da se prijavite na brezplačen posvet s klikom na povezavo v opisu. Tam bomo skupaj ugotovili, ali je to vrstna investicija primerna za vas. Nič od tega. Ne ukvarjam se s tem, ne želim se, veste kako je to je? To je, ko nekomu nekaj svetuješ, pa za veliko zasluži, si super dober. Ko nekaj izgubi, potem ga imaš na vratih in nenehno ponavlja, da si mu ti rekel, da on ne bi nikoli tam vložil in se rekel, tega ne potrebujem, zato so pa svetovalci, pa če se vi s tem ukvarjate. Recimo odmislila zdaj to, kar se bo na finančnih trgih dogajalo ali pa karkoli, ne bo padalo. Ampak vrnimo se samo v leto 2007-2008. Do takrat so bili vsi borzniki super borzniki. Ko je prišla kriza, noben ni vedel pravilno svetovati. Torej, glavni odgovor je bil, počakaj, drži, še zmeraj se je vrnil. Samo, da se je takrat vrnil zelo pozen. Ja, se je, ampak se pa je, ne? Vem, ampak nekdo, ki je izgubil, bolj znamo še tiste v Kreditni banki Maribor, ki so jim porezali vse, ne? A veste, to je potem... Moraš imeti živce, vrne se res čez nekaj let in prije še na isti nivo ali pa še pol na višji nivo, ampak to moraš preživeti in redki imajo tudi toliko živcev. Sploh imaš pa ti lahko v družini, bom rekel, zadeve, želel si nekam investirati, pa si vse izgubil, nisi mogel to, želel si plačati študijo otrokom, ne moreš zato, ker si tam vložil in tako naprej. To potegne celo vrsto socialnih težav. Zato jaz pravim, da ni tako enostavno. Absolutno ni, sej zato se večinoma investira s tem denarjem, ki je samo temu namenjen. Torej nek prosti denar, ki ga lahko pogrešaš. Točno tako, absolutno. Tako da s tem denarjem, ki bomo plačali študij svojim otrokom, jaz definitivno... Ampak veste kaj, nekdo računa, vse do študija še par mesecev, zdaj bom vložil, bom podupliral, potem pa ne izide in... To ne obstaja. Žal vedno, ponavadi je najverjetneje obratno. Ampak veste kaj obljubljajo tisti, ki te pozivajo, da vlagaš pred njih. Ja, to pa res. In potem najdejo še 2-3, ki sta
veliko zaslužila in potem vsi verjamejo temu. Ne. Ja, treba je biti previden, res. Teh prevar je, sami verjetno tudi berete na 24. Vsem jih nekaj, Malo morje, no. In še jih bo, ampak takrat, ko bojo začeli malo kaznovati in Facebook in vse ostale, da ne to oglašujejo, potem bi se znali to malo meriti in tudi hkrati, ko bojo ljudje začeli zaupati tistim, ki so preverjeni, takrat bo tudi se to malo merilo. No. Tako da smo pa, jaz bi rekel, da smo kar blizu temu, ali pa da gremo v pravo smer. Pa vam idemo še malo na temo zdaj tega selitve kapitala v tujino, ki so se že prej malo dotaknila. Zakaj po vašem mnenju vse več podjetnikov oziroma imate tak občutek, da vse več podjetnikov in kapitala razmišlja oziroma že zapušča Slovenijo? Je glavni razlog zdaj previsoka obremenitev z davki, mogoče slabo splošno poslovno okolje? Kaj menite? Ne, jaz mislim, da so na prvem mestu, to je moje mnenje, so na prvem visoki davki. Predvsem tudi obremenitev dohodkov iz zaposlitve, pomeni, mi nimamo socialne kapice oziroma nimamo omejenega zneska, do katerega se obračunavajo prispevki. In v vseh teh letih, čeprav nekateri trdijo, da se to ne dogaja, da so multinacionalke še zmeraj pri nas, da jih je veliko, jaz pravim, da jih ni toliko veliko, kot jih je bilo včasih in koliko bi jih lahko bilo. Torej vidimo, da vsake toliko časa se nekdo preseli na Hrvaško, prej so se selili v Romunijo pa v Bolgarijo. Neki naših podjetnikov gre tudi v Bosno, zdaj smo videli, da tudi predsednik vlade in minister predlagata, da naj grejo na Hrvaško. In to je bila neposrečena izjava, ki se ne bi smela zgoditi. Mislim, da se je sicer, ne da bom mal devil's advocate ali pa kakorkoli, mislim, da so takrat govorili o nekih filipinskih delavcih, no, tako da se je mal zataknil gospod. Vem, ampak moraš paziti, kaj govoriš in takih zadevah. Dejstvo je, da nekateri Slovenci grejo na Hrvaško, torej da se preselijo. Mogoče bi se že tako preselili, ampak veste, kako je. Mi imamo 15 let rok za kapitalski dobiček, da si oproščen, Hrvati imajo 2-letni rok. Pomeni, prav gotovo se bo nekdo pri neki prodaji, ki je visoka, se bo preselil, tudi lahko dol dejansko živijo. Se imamo mi mnogo Slovencev, ki na Hrvaškem že tako preživijo 4-5 mesecev, recimo sploh tisti, ki so upokojeni in tako naprej. Potem se nekateri dobijo službo na Hrvaško, se preselijo tja. Nekateri se vožijo, recimo tisti, ki živijo tukaj v Istri, Umag, Novigrad in tako naprej, Rovinj, oni se lahko vozijo tudi v Slovenijo vsak dan v službo, torej to ni tako, ali pa tudi iz Reke. Zato pravim, da tukaj smo izgubili. Potem nekateri ustanavljajo podjetja na Hrvaškem, torej tega je vedno več. Ampak jaz pravim, da to še zmer ni tako, da bi bistveno vplivalo na slovenski proračun. Torej, ne morem reči, da bo to zdaj pomenilo izpad, ne vem, 500 milijonov ali pa še več. Ampak je pa čuden občutek, ker veste, kako je, če vi želite tujce privabiti, pa tujci slišijo, da odhajajo iz Slovenije. Potem sem vprašal, zakaj bi pa jaz zdaj šel čez Slovenijo, grem direkt na Hrvaško, ali pa grem direkt v Romunijo, grem direkt v Srbijo, Bolgarijo in tako naprej. Črna Gora je tukaj zanimiva, predvsem zaradi svojega morja, zaradi, bom rekel, dobre klime in tudi, bom rekel, možnosti velikega vlaganja in zelo nizkih davkov. Tako da to se dogaja, se bo dogajalo, kdaj se bodo ti ljudje vrnili, je tudi vprašanje. Zdaj spravim, da je tukaj bila največja napaka, da smo dovolili, da je do tega prišlo, da nismo bili pripravljeni, ampak če spremljate Twitter, vidite, kaj se dogaja, ljudje pravijo, da smo še zmeraj premalo obdavčeni, da treba še bolje obdavčiti in tako naprej. Ampak jaz mislim, da so to v glavnem tisti, ki plačajo malo davka. To je moj občutek, zdaj tudi včasih na Twitter napišem, da naj pa ve, koliko je plačal dohodnine. A je plačal 500 evrov, a je plačal 50 000 evrov. Veste, ker govoriti o tem, da se ne vem krade, pa da ljudje ne plačujejo davkov pri tako velikih davčnih prihodkih, kot jih mi imamo, lahko bi bili še višji, ampak jih je pač treba nekako to, bom rekel, drugače pristopiti. In normalno je potem se ta klima ustvari in potem se nekdo reče, zakaj bi se jaz sploh s tem ukvarjal? Ali tiho se enostavno počasi preseli tam, kjer mu ustreža in zdaj pač ta sreča je za mnoge, da je to Hrvaška, ki je blizu in to je 100 kilometrov, torej ni se treba z letalom peljati, ni treba nič, lahko zapelje z avtom, izpolniš tisti pogoj več kot 6 mesecev, da si tam normalno. Kar potegne sabo, če se preseliš na Hrvaško, se moraš v Sloveniji odjaviti, nimaš več, bom rekel, zavarovanja v Sloveniji, ne moreš več avta registrirati v Sloveniji, v potnem listu in na osebni izkaznici imaš hrvaški naslov in tako naprej. Tako da to so take zadeve. Ampak dobro, gledajte, nekateri se odločijo, vidim, da tudi mladi podjetniki otroke upisujejo na Hrvaško v šolo, v mednarodne šole, tako da sami smo si krivi, da je tega prišlo in jaz mislim, da bo to zelo težko obrniti. Torej, to bi lahko obrnilo zelo neko, bom rekel, velikim znižanjem obdavčitve. Jaz tega zagovornik nisem tega, jaz sem neke, bom rekel, majhne razbremenitve, mogoče 20%, ne več.
In tako naprej, da tudi če bomo šli za 20% dol, bomo še zmeraj dražji od Hrvatov. Je pa druga prednost, da je pa pri nas lepo živeti. Pri nas je mir, pri nas je v redu. In zaradi tega se pa starejšim gledam sebe, se mi ne da nikamor premikati. No, se do tega bo še prišla malo primerjava. Ampak koliko visoko je pa sploh davčno breme, recimo v Sloveniji, v primerjavi zdaj s temi ostalimi državami, ki so jih omenili? Pa gledajte, če imamo mi dohodninsko lestvico 50%, ne? Torej pri plači gremo do 50, odvisno, koliko imaš visoko plačo. Na Hrvaškem imajo to, mislim, da imajo 20, pa potem 30 maksimalno, mi imamo 50. V Srbiji imajo 10 pri plači, 10% plačajo dohodnine, potem lahko, če imaš, mislim, da je 6 poprečnih plač, potem moraš vložiti davčno napoved. Mislim, da je v Srbiji, ko sem jaz bil direktor, to je bilo 2013, v Srbiji jih je cirka 18,000 vlagalo tole, bom rekel, napoved. Pomeni, da ta obdavčitev tam ni tako visoka in tam je maksimalna stopnja 25%. Tukaj potem imamo mi prispevke. Torej pri nas je, če imaš plačo 50,000 evrov, plačaš prispevke od 50,000 evrov. Države okrog naših, gledamo Hrvaško, Srbijo, Avstrijo, imajo omejene prispevke. Torej, samo do določenega zneska plačaš. In tudi to, ko sem jaz delal kalkulacijo Srbija, Slovenija, pri menedžerski plači 30,000 evrov mesečno, pri nas dobi 12,900, v Srbiji dobi 26,300. Normalno, da en menedžer, veste, nekdo prihaja, ne vem, iz Združenih držav Amerike k nam, ali pa prihaja, bom rekel, ne bom rekel, da prihaja k nam, prihaja v Evropo, ali pa prihaja na Balkan. On bo prvo vprašal, kje je najboljša obdavčitev za njega. Potem bo šele vprašal, kakšna je obdavčitev za zaposlene. In če je za njega v redu, potem bo vprašal, kakšna je za zaposlene. Potem bo lastnik verjetno primerjal plače zaposlenih tam, kjer hoče menedžer, pa tam, kjer bi mogoče hotel lastnik. In ko ugotovi, da je to res in da tudi za njega kot lastnika je tudi večji lahko dobiček, potem se odloči, da gre kam drugam, ne pa v Sloveniji. So imeli tudi primere, da so nekateri bili v Sloveniji, pa so odšli proti jugu. In mi bi morali nekaj narediti, ampak jaz mislim, da mi kakšnih velikih premikov ne moramo narediti, predvsem zaradi tega, ker je v glavah ljudi neka fikcija, da smo mi še zmeraj premalo obdavčeni. Zakaj to? Zato, ker to so, jaz mislim, da so v glavnem tisti, ki ne plačajo veliko davka, ki sploh ne vejo, kaj je progresija. Jaz samo gledam, ko se je razvila razprava, če se spomnite, ko so ukinili ta prostovoljni prispevek zdravstveni, povedali obveznega. Pa je on zdaj kot neka vrsta olajšava, ki je bilo govora, največ bodo od tega imeli spet bogati. Ja, normalno bo imel bogati, bogati, jaz ne rečem bogati, tisti, ki imajo veliko plačo. Ja, če je on šel v 50% obdavčitev, nekdo drug je pa v 16% in ti rečeš, da je ta znesek olajšava, ja, normalno, da on prepolovi olajšavo. Ampak mi dva govorimo o 17,5 evrih. Torej, za 17,5 evrov, da nekdo nekoga napada, da prideš v ta razred, moraš plačati več 10,000 evrov dohodnine. In zato pravim, da mi pri nas nimamo klime. Pri nas so ljudje, ne vem, nekateri so na tem področju dokaj, prvo nimajo znanja, zagrenjeni, grejo na živce tisti, ki zaslužijo. Ampak veste, kako vsak želi zaslužiti, vsak se trudi, da bo zaslužil, dela tudi, če treba cele dneve, in zakaj bi potem mu to onemogočal. Veste, pri nas se tudi pojavlja problem, zakaj imajo bankiri take plače. Ja, zato, ker imajo druge še večje. Veste, ampak mi ne moramo preklopiti, da bi šli gledati, kako imajo v tujini, da so to dejansko neki enormni zneski, ampak mi še živimo, živimo tu v nekem balonu, ker mislimo, da pač nihče ne sme imeti preveč in če ima preveč, bo je treba vzeti. Ja, mogoče je to še kaj od starih političnih sistemov, v katerih smo živeli. Ja, pa vem, pa vi ste že druga, tretja generacija, četrta, ne vem, kje se še nekaterih drži to mi ni jasno. Ja, zdaj z našo generacijo možno se bo že kaj spremenilo, ampak ne bi rad ogibal. Mene zanima pa tudi, recimo, govorila sva Bosna, Srbija, vse te države, ampak recimo z državami Evropske unije, ker mi smo v Evropski uniji, kakšna je pa kle razlika? Je to tudi tako enormna razlika? Gledajte, če primerjamo z Avstrijo smo tukaj nekje. Torej, tisti, ki imajo nižje dohodke, so v Avstriji na boljšem, ker Avstrijci imajo tistih 11,000 evrov, 11,000 evrov imajo neobdavčeno. In tukaj je pač problem, da tudi naši ga delajo v Avstriji z domci in imajo problem, da morajo v Slovenijo vlagati dohodninske napovedi. Zaradi tega smo mi v zadnji davčni reformi, ki je bila narejena v letu 2022, smo pripravili zakonodajo tako, da je splošna olajšava šla počasi od 4,500 pa 5,500, pa 6,5, pa da letos bi morala biti 7,5, ker smo takrat rekli, pri 7,5 tisoč splošni olajšavi,
Pa če imaš še eden ali pa dva otroka, že ujameš avstrijskih 11 000. In tisti, ki bi imeli dva otroka, bi bili recimo nekje na ničli in ne bi imeli nobenega doplačila. Pri tisti, ki imajo pa večje dohodke, se pa ujamemo z Avstrijci. Ker kolikor vem, zdaj če so kaj spremenili, Avstrijci so imeli 55% dohodnino, mi imamo 50%, pa mi smo zdaj pri znesku 78, oni so pa včasih imeli ta znesek nad 60 000 evrov. Tako da pri visokih zneskih se ujamemo in potem teh doplačil ni takšnih. In to je pač ta cela zgodba. Zdaj lahko jaz ostale ne poznam, vem, da sem delal pred leti primerjave nemška plača, ker imajo družinsko, dohodninsko napoved pa tako naprej. Tudi, ki poslušam malo, da imajo drugje pa manj plačajo, ne. Recimo tudi imamo Slovaško, ki imajo pač enotno stopnjo. Tako da to je vse odvisno. Pa veste kaj, da bi se sam zaradi tega preselil, razen če grem tja delati. Drugače pa nima smisla. Tudi, ker vem, ker sem imel kakšne stranke iz Francije, ne, Francozi so tudi zelo obdavčeni, tako da... In potem ni take razlike, ne. Se vam zdi, da mogoče tudi ta politika davčna, ki jo imamo, potiska potem podjetnike v iskanje teh davčnih oaz, bi mogoče lahko potem znižjo ali pa z bolj predvidljivo neko dolgoročno obdavčitvijo, da se ne bi to konstantno spreminjali, lahko pridobili mogoče več za državo, kakor pa... Sigurno bi lahko, če bi mi imeli nek stabilen davčni sistem, da bi rekli, to smo zdaj sprejeli, to bo veljalo naslednjih, 10-15 let. Tako. Čeprav tudi ta zakonodaja več ali manj velja že 30 let, neki majhni popravki so bili, ampak problem je to, da pri nas vsaka vlada, ki pride, želi nekaj reformirati, pa na novo narediti in potem, če pride ena vlada, dviga davke, če pride druga, jih znižuje. Mi smo zniževali, recimo ta zdajšnja vlada pač dviga davke in tisto, kar je zanimivo, predsednik vlade je pred volitvami, današnji predsednik vlade je povedal, da bo davke zvišal in je bil izvoljen. Pomeni, da ljudstvo želi imeti više davke. Jaz to drugače ne razumem. Da bi pa mi kaj naredili, da bi koga še dobili sem, ne vem, eni pravi, mi teh ne rabimo, ampak jaz pravim, da bi bilo dobro, če bi nekakve multinacionalke. Imamo 2 letališče, ne vem, zakaj ne vem, ti nizkocenovniki ne letijo z naših 2 letališč. Zakaj se moram jaz peljati, ne vem, v Benetke ali pa kam drugam, ali pa v Graci in tako naprej. To so vse take zadeve. Jaz vem, da oni imajo določene pogoje, da želijo imeti cenejše gorivo, da želijo imeti cenejše takse za pristanje in tako naprej, ampak se veste, če ste kdaj potovali z njimi, se tudi na drugih letališčih vas pakirajo nekje v kot, pa vas pol vozijo z avtobusom ali pa celo greste peš, tako da... ampak to mi ni jasno. Poglejmo se, kakšna zgodba je bila kot Uberja, ne? Mislim, cela revolucija, ampak veste, če lahko nekdo pelje na letališče za 25 evrov, drug pa za 40, pa tukaj nekaj ne štima, ne? Ali je on za 40 toliko boljši? In zato pravim, da mi smo za novosti v Sloveniji, se zmeraj nekdo najde, se razburja. Ne maramo očitno stran od tega statusa. Ne želimo iti stran, pa saj pogledamo se vetrne elektrarne, ne. Greš v Avstrijo, greš v Španijo, greš na Kanarske, greš kamorkoli, to se skozi vrti. Pri nas imamo koliko 3 imamo, ne. 3, 3 imamo, 2 pri Razdrtemu, pa eno dol. To je to in... ampak imamo pa zelo zaščitene... Vem, sej. Sej mogoče je tudi to prav, da imamo pač lepo okolje, ne. Bomo videli, kako dolgoročno, sicer ta energija ne bi bila, po eni strani so jo isti postavili, ki so potem pa tudi proti, tako da zelo zanimivo. Se pravi, rekli ste, da kratkoročno vas še ne skrbi ta posledica izseljevanja kapitala? Ne, veste, zdaj, če se bo to nadaljevalo še naprej, pol lahko se kaj zgodi, ampak mislim, da to niso tako velike številke, veste, ker tudi vseh številk ne poznaš. Pri teh številkah lahko tudi nekaj prikriješ, nekaj ne prikažeš drugače. To je tisoče. Vsega meni nekdo vpraša, koliko bo izpada. Recimo pri moji reformi, jaz sem rekel, da nisem računal. Zakaj nisi računal? Zato, ker nihče ne računa. Veste, jaz tudi, če bo meni rekel, tudi ministrstvo, ki je pripravilo, bom rekel, reformo, ni računalo. In jaz pravim, da to nima smisla računati. Prvo moraš imeti malo občutka, kaj se lahko zgodi. Veste, ti lahko to izračunaš tako, da reče, zdaj imamo toliko zavezancev, če bomo davek povišali, bomo imeli toliko davka. Ampak ta računica se ne izide, zato ker tisti, ki so vmes, reagirajo. In potem ni nominalno navzgor. Tudi če bi rekel, če znižamo davek, kritiki znižanja davka bodo rekli, če ga znižamo, bo toliko izpada. Tisti, ki zagovarjamo znižanje, bomo rekli, mogoče prvo leto, potem pa postopamo v redu. Na to lahko tudi vpliva
a je gospodarski razvoj, a ga ni, a se kaj dogaja, se ne dogaja, veste, kaj hoče reči. Ja. Pomeni, če je vse pozitivno, če raste, bom rekel, vse, potem so tudi pobrani davki večji. Tako da tu je 1000 razlogov, ki vpliva. Ja, trenutno nimamo. Ja. Tudi recimo pri teh SP-jih, ki je bilo, ne, Ja. jaz sem zagovornik normiranih, ampak ne s pretiranimi zneski. Zaradi tega, ker vem, se ukvarjam z davčnimi postopki in vem, kaj so delali nekateri normiranci, zaradi tega to ni v redu. Ja. In zato sem jaz zagovornik, da pač normirance imamo na 100 000 pa na 50 000. 100 000 tisti, ki je zaposlen, Tako. polno in 50 000, bom rekel, popoldanski SP, pa jaz bi dal normirane stroške na 60% priznanih normiranih, pomeni 40% je davčna osnova in se plača po lestvici, mislim 20% se plača in je zadeva zaključena. Ker 80% je res že veliko in to, kar sem že nekajkrat rekel, kar se tudi danes videl nekje, da mi očitajo, da sem govoril, da je to offshore, res je nek offshore, ker da nekdo plača toliko malo 4% ali pa 6%, drugi pa 50%, ni pošteno. Ne? Ja, definitivno. Kakšen bi pa bil po vašem neko fair okolje v Sloveniji zdaj za podjetnika, da bo zaposleval, da bo investiral, da bo ustvarjal Slovenijo? Prav gotovo je prvo davko dobička, jaz sem zagovornik že vsa leta, to meni že od leta 2006 15% obdavčitve z davkom od dohodka, prav to je obdavčitev podjetij 15%, dividende bi pač bi jih spustil na 20%, pomeni in to je nekje, kad to dvoje sešteješ, pač prije z neko obdavčitev ven, ker mi danes, ki imamo 22 pa 25, to pomeni, da od nekega dobička 100 enot, če jaz si želim to izplatiti, torej bruto dobička govorijo, pred obdavčitvijo za stopnjo za podjetja, če jaz hočem pač plačati davko dobička za podjetja, pa dividende moram 41,5% plačati. Torej malo manj kot pol, torej ostane mi malo več kot pol. In to je ta obdavčitev. In ta obdavčitev se tudi odjame z obdavčitvijo SP-jev, ki vodijo knjige. Tako da to je tukaj nekje se ujame. Torej to bi morali popraviti, potem bi morali sigurno uvesti omejitev plačevanja prispevkov. Jaz predlagam, da se to uvede na znesku isti, kot ga imamo pri SP-jih. Torej mi socialno kapico že imamo pri SP-jih, danes je na 8300 cirka. Čeprav slišim, da nekateri kritizirajo moj predlog pri 8000 evrov, bi ga radi spustili, ne vem, na 4 ali na 5. Jaz pravim, da bo prvo, ne moramo imeti dvojnost kapic in ne moramo imeti prenisko, bom rekel, bruto znesek, ker bo prevelik izpad. Ker potem je treba socialne prispevke od nekod nadoknaditi, ampak tisto, kar je nad 8000 bruto, jih ni veliko. In to bi bilo manj bolje. Potem pa lahko vsako leto gledaš, kaj se dogaja s prihodki, pa lahko spustiš na 7,5 ali kakorkoli. Ampak potem moraš oboje spustiti, tudi SP-je, ne samo ene. In zato mene moti, da so nekateri tako proti temu, te socialne kapice oziroma manju plačila prispevkov, ker jo že imamo pri SP-jih. Zakaj pa so ti normiranci tako kaznovani, sploh ste že prej rekli? Pa jaz ne bi rekel, da so kaznovani. Torej mi včasih normirancev nismo imeli. Imeli smo na nekih nižjih zneskih. Jaz se spomnim, ko smo leta 2012 smo bili na sestanku na Ministrstvu za finance. Jaz sem takrat predlagal dvig normiranosti na 50 000, ker takrat je bilo, niti ni bilo v taki obliki. Sem predlagal 50 000, ampak za mene pomeni, da si normiran SP, da je to nekdo, ki upravlja dejavnost v manjšem obsegu in da mu ni treba voditi knjig. Zato sem tudi takrat predlagal, da dvignejo mejo za vstop v sistem DDV-ja iz 25 na 50. Mi smo takrat imeli 25 in takrat so predstavnice Ministrstva za finance rekli, da nam EU tega ne bo dovolil in se rekel, gledajte, potrudite se, pogovorite se na EU, mi že imamo DDV toliko in toliko let, če samo od inflacije vključite, pa lahko. In takrat so to naredile in smo uspeli, da smo prišli tudi z DDV-jem na 50 000, normiranci na 50. No, potem pa je pozneje, enkrat pred volitvami je pač ena stranka, mislim, da Nova Slovenija, predlagala te više zneske za SP-je, kar je razveselila mnoge. Torej, sigurno zdaj za to, bom rekel, omejitvijo, ki je zdaj uvedla zdajšnja vlada pri SP-jih, je še najbolj prizadet recimo šport. Šport, ki so pač športniki bili obdavčeni dokaj ugodno, in tukaj je zdaj težava, sploh, ki je bilo 2 leti povprečje 150 000 evrov, ni bilo veliko športnikov, ki bi bili nad tem zneskom. Tisti, ki imajo 300, 400 ali pa še več, so res, bom rekel, kvalitetni. In zaradi tega sem jaz potem rekel, da je enostavno, torej jaz menim, da je tisto bilo res previsoko. Zdaj normalno, nekateri to želijo vrniti, ampak ti moraš imeti informacije o vsem.
Torej, kaj se dogaja, kaj so nekateri počeli kot normiran SP in ko to vidiš, potem rečeš, da mora biti zadeva nekje v neki normalni. Veste, nekdo, ki dela sam, ki je popoldanski SP, je za njega, tisti, ko jaz predlagam 50,000, je to 4,000 pa še nekaj mesečno. To je dokaj dober zaslužek ob rednem delu. Pri 100,000 je pa to tudi enih 8,000 pa še nekaj mesečno, bom rekel, zaslužiš, je tudi v redu. Tako da to je vse nekje v normalah. Zdaj normalno, če imamo nekaj posamezniki, ki zaslužijo 300-400,000, potem pač padejo v to obdavčitev. Prvo leto so lahko pač normiranci, potem pa začnejo voditi poslovne knjige in to je to. Zdaj, kaj bo sprejeti, jaz ne vem, ampak, kot sem že rekel nekajkrat, veliko nepravilnosti se dogaja. Hvala za to razlago. Če greva še malo na obremenitev plač v Sloveniji, zdaj le pred kratkim je bilo to kar aktualno. Zakaj ima Slovenija eno najvišjih obremenitev plač v OECD? Recimo na 6. mestu smo bili prejšnjo leto oziroma tako. Kako to vpliva na konkurenčnost recimo slovenskega trga? Glejte, jaz nisem zagovornik znižanja socialnih prispevkov. Iz enostavnega razloga, ker, in zato bi tudi mogli vedeti, kaj imajo druge države, ki imajo nižje prispevke. Če znižamo prispevke, pa že zdaj vemo, da s temi prispevki se ne pobere dovolj za pokojnino, za zdravstvo se tam nekje vrti, pomeni, da moramo nadoknaditi iz enega drugega davka, pa nismo naredili nič. Zato sem jaz zagovornik, da prispevki ostanejo takšni, kot so, da ni treba potem iz drugih davkov pobirati, oziroma če zmanjšaš prispevkov, da ni treba povečati druge davke. Ker za pokojnine, kot slišimo, se to vrti nekje tudi do 1 milijarde letno, gre iz proračuna, iz drugih, bom rekel, davčnih prihodkov, ker ta ne zadostuje. Zato jaz nisem zagovornik zmanjšanja prispevkov. Tudi recimo Srbija, ki se vsi primerjajo z njo, recimo, ki ima nizko obdavčitev, ampak prispevke imajo 38, mi imamo 38,2, govorimo o bojih, delojemalce in delodajalca. Zdaj imamo še ti 2 odstotni točki zraven, bomo imeli 40, to meni to raste. Mi bi morali dohodnino zmanjšati, to, kar jaz skozi govorim, dohodnino in potem bodo plače nekje manj obremenjene. Je pa res, da imamo pa spet težave, da je vedno več ljudi starejših, treba vedno več za pokojnine zbrati, tako da tukaj sem že ne vem kolikokrat povedal, da nisem za zmanjšanje prispevkov, tudi ne vem, koliko imajo druge države, ampak tudi če druge države, recimo zadnjič mi je kolega iz Črne Gore, davčni svetovalec, razlagal, da so pri njih ukinili zdravstveni prispevek. To je zelo lepo se sliši, ukinili so ga, samo odkot ga bodo nadoknadili. Veste, ti sistem naredil nič. Ti lahko rečeš, pa ne vem, na Cipru vem, da so imeli te prispevke okrog 11,7. Ampak veste, to kar ne vem, jaz, ker sem se pogovarjal s kolegi na Cipru, pri njih imajo porodniško 4 mesece. Pri nas je pa 12. Torej, ti ne smeš zmeraj reči, bomo prispevke zmanjšali. Jaz sem za zmanjšanje prispevkov, če ostanejo socialne pravice iste. Če se pa socialne pravice zmanjšujejo, in pri nas je na porodniški 1 leto, oni so tam navajeni, da so 4 mesece in da grejo po 4 mesecih v službo. Jaz po eni strani se strinjam, ti sistemi morajo definitivno delovati, ker se v zameno za te davke pa za te prispevke, ki jih plačujemo, imamo v Sloveniji urejeno javno zdravstvo, pokojninski sistem, šolstvo, infrastrukturo. Na drugi strani pa potem kadarkoli se politiki, kdorkoli sklicuje oziroma poskuša upravičevati više davke, više prispevke, kakorkoli se potem se sklicujejo na to, da je vse to pač brezplačno oziroma urejeno tako, kot je. Po drugi strani pa potem poslušamo to, problemi s pokojnino, kako nizke so pokojnine, kako razpada zdravstveni sistem, kakšne so vrste, koliko časa traja, da prideš na vrsto, nezaupanje v sodstvo, pomanjkanje v policiji, kar velika varnostna vprašanja so tudi v zadnjih časov, sicer Slovenija je še kar relativno varna država, ampak vidimo, da so neki problemi očitno. A se vam zdi, da je sorazmerno potem stanje med temi, se pravi, davki oziroma med tem, kar Slovenci državi damo in med tem, kar prejmemo nazaj? Če greva po vrsti pokojnine. Višina pokojnine je odvisna od višine plačanih prispevkov. Tako. Torej, zakaj bi nekdo, ki ni plačeval prispevke, tukaj imamo tudi veliko SP-jev, ki plačujejo minimalne prispevke, ki pravijo, bom že, me ne zanima, ne bom dajal. Nekateri vam bodo rekli, imam raje nižje prispevke, pa bom vlagal nekam drugam, pa bom dobil toliko in toliko denarja. Zato jaz pravim, da ni pošteno do tistih, ki plačujejo, pa plačujemo, ali smo pa plačevali prispevke, ni pošteno, da zdaj politika zaradi svojih političnih glasov povečuje minimalno penzijo.
Torej, ni nobenega razloga, da ti to povečuje. To je za mene čista politična odločitev. Ja. Res je, da ljudje težko preživijo, ne? Ja. Ampak je pa tudi treba, ko takrat, ko lahko delaš, je treba delati, prispevke plačevati, ne skrivati in tako naprej. In tukaj se bomo, zato se jaz ne želim kaj dosti pogovarjati, ker ljudje potem takoj rečejo, ja, pa zakaj ima nekdo tako pokojnino? Ja, zato, ker je toliko in toliko plačal proračun. Kaj bo pa rekel tisti, ki ima 20-30 tisoč evrov bruto plače, pa mu gre v pokojnino samo od osnove 8 tisoč. Ja. Veste, to je, torej vse ostalo meče v koš za, jaz se strinjam s tem socialnim faktorjem, ne? Ja. Pomeni, da imajo vsi pokojnino, ampak moti me to politično dvigovanje. Ja. Ker politika ocenjuje, da bo dobila glasove, potem to naredi. Politika oceni, da so volitve, v jesen, v pozim deli nek dodatek. Ne? Torej, to je tisto, kar me moti. Ne? Ja. Če kaj je bilo naslednje vprašanje, sociala. Ja, recimo zdravstveni sistem. Zdravstveni sistem, gledajte, pri zdravstvenem sistemu je, tako kot je zdaj, ta vojna, ki je narejena med javnim in zasebnim zdravstvom, ne, je ustvarjena iz neke kaprice. Ja. Iz nekega, žlehtnobe, ljubosumja, da ne vem česa, zaradi tega, ker je par zdravnikov imelo visoke zaslužke, ampak tukaj je bila korona in tudi ti moraš se vprašati, ti zdravniki, ki imajo velike zaslužke, kaj oni delajo. Ja. Veste, ker jaz gledam, jaz sem zdaj tu mogoče, nisem več toliko neutralen, ker sem bil včasih, zato imam tudi sam zasebno kliniko, ne? Ampak nimam težav z dobičkom. Jaz gledam nekatere zdravnike, te sploh prej zasebne, oni delajo v sobotah, nedeljah, operirajo skozi. Pomeni, ne moreš jim očitati dobiček. In drugo, če imaš dobiček, si plačaš davek. Oni so pa zdaj šli celo tako daleč, ta vlada, da so rekli, da koncesionarji ne smejo imeti dobička. Čekaj, zakaj bi koncesionar pa imel koncesijo, če ne sme imeti dobička? In kaj se bo zgodilo, ko bodo začeli vračati koncesije? Za nekaterimi pravijo, da neki zobozdravniki že vračajo koncesije, ampak in to je tisto, kar je pri nas. Jaz menim, da bi vse te, ali pa večino teh, ki čakajo vrsto čakalne, bi lahko zasebne klinike, ki imajo dobre zdravnike. Po nas se bo zdaj pojavlja problem, zakaj lahko nekdo dela popoldne, pa še popoldne. Torej dela dopoldne in popoldne. Potem se je pojavilo vprašanje, zdravniki dopoldne pošiljajo paciente v kliniko, zasebno. Prvo, potem sem jaz vprašal, dajte mi jih našteti, kdo so ti. Noben jih naštel nobenega. Drugo, ne vem, če ste brali moj blog, sem v blogu napisal, prav ministrico za zdravje sem pozval, naj mi ona pove, vi imate neko bolezen, ki je smrtna. In pridete v našo javno bolnico in vam reče, veste kaj, na pregled lahko pridete leta 2027 pa 2028. In zdaj pacient začne jokati. Dej mi povej, kam lahko grem, kaj, dej prosim te, povej mi. In on mu zdaj reče, veš, v tisti zasebni kliniki si pa lahko takoj. Je res samo plačniška, ampak si lahko takoj. In kaj je tukaj narobe? Torej, nekomu si pomagal, ker on ima informacije. Ste mene včasih kdo kliče, kje grem lahko na rentgen, kje grem lahko na ultrazvok, kje grem lahko na magnetno rezonanco. Pokličeš par kolegov in poskušaš najti, kje je lahko takoj na vrsti. Govorim vse o zasebnem področju, ne o javnem. Ne? In to je tisto, ker ljudje smo si različni. Recimo, jaz sem v službi cel dan. Jaz pridem zjutraj ob 5:30 in sem do 8:09. Večina veliko mojih kolegov eni grejo ob 3 domov, imajo svoje privatno življenje, ampak jaz sem se to sam odločil. In veliko zdravnikov se je ravno tako samih odločil. In ti zdravniki so dobri plačniki dohodnine ali pa davkov dobička. In če se je on odločil, da bo dopoldne, drugo je, če on dopoldne ne izpolni svoje norme v bolnici, ki jo mora narediti. To se strinjam, to njega pač disciplinsko preganjajo. Ampak če on dopoldne v službi naredil vse, kar je bilo treba narediti, torej naredil to kot njegov kolega, in zdaj on se je odločil, da bo šel popoldne še dodatno delati, njegov kolega pa šel kolesariti ali pa teč. In zakaj ga zdaj napadati? In taka klima se je pač ustvarila. Jaz sem imel zadnjič tudi nekatere zdravnike na razgovoru, ker zdaj imajo tudi te davčne preglede, ki jaz pravim, da čist politični davčni pregledi, je rekel, da on enostavno pri taki obdavčitvi, kot je, bo zmanjšal delo za pol. Ampak zmanjšal bo za delo za pol pri zasebniku. To pomeni, da se tudi pri zasebnikih lahko zgodijo čakalne vrste. In zato jaz pravim, da to ni dobro, oni bi morali spustiti, ZZZS bi moral plačati vse preglede, ker zdaj kaj se dogaja. Zdaj že poslušam, da slovenski zdravniki odpirajo klinike na Hrvaškem. In potem bodo sprejeli pacienta iz Slovenije na Hrvaško in bo ZZZS plačal ta pregled. Zato jaz pravim, da to ni v redu.
mi bi morali pri nas urediti, poskušati to fovšijo poriniti nazaj in ljudem pustiti, da delajo, kajti vsi, ki imajo dobiček, plačajo davek. Na to temo, sej to vprašanje zdravstva je kar precej kompleksno, tudi katere storitve se potem delajo, ker vrste so na teh predvsem posegih in pa pregledih, ki jih noben noče delati, ker ali so vredni malo tistih točk, ki jih imajo dodeljenih oziroma... Zato moraš dati normalne točke, zato bi moral ZZS plačati vse. Ne da jaz poslušam, da neka javna bolnica pa kdorkoli septembra, oktobra ne dela več, zato ker ne bo več dobila plače. Ne spremem, da bi morali plačati vse. Torej ne bi smel biti omejitev. In potem je v redu. Poleg tega pa ne vem, zakaj ne prekopiramo. Saj imamo, kako imajo Avstrijci, njihov sistem prekopiramo, nekaj pa naredimo, ampak brez te slovenske fovšije. Pa če se vrneva še malo za sekundo na pokojninski sistem. Zdaj trenutne generacije oziroma tisti, ki so zaposleni, direktno plačujejo potem pokojnine pač upokojencem. V Sloveniji ste kaj seznanjeni s tem sistemom, kako... Ne, jaz samo vem, da boste vi plačevali za nas. Se že, da imate misel. Ne delam njih od pol 6 do 9. Jaz imam edino eno težavo, ki jo imam pri temu, ki me zelo moti in se mi tudi dal v tej moji davčni reformi, pomeni nekdo, ki se upokoji, lahko doma sedi ali pa se športa, pa dobi pokojnino celo. Nekdo drug, zdaj se vzame tudi sebe, pa takih je veliko. Jaz izpolnjujem pogoje za upokojitev, delam še naprej, ampak ne dobim celo pokojnino, dobim samo 40%. To pomeni, zakaj? S tem, da jaz delam, plačujem dohodnino in plačujem socialne prispevke, pomeni, plačujem nazaj. Pomeni, če bi se jaz doma usedel, bi dobil celo pokojnino, če pa jaz delam, pa še plačujem. Jaz, ker sem hotel to pred leti uvesti, leta 2000 sem jaz to dal takrat kot predsednik strateškega sveta, da bi to spremenili, so mi rekli, da bo to propadi pokojninskega sistema. Rekel, kako bo propad, če doma sedim, pa ne delam nič, dobim celo pokojnino, če pa hočem delati, pa plačevati prispevke, torej jaz bom dal nekaj nazaj not. Ni mi logike, zakaj me silite. Tako da ne pride s tem skozi in takrat tudi ni bilo dovolj glasov v državnem zboru, ki je bilo na meji, takrat, ko je bila Janševa vlada, je bilo vse na meji in nisi mogel. Torej, če imel tako večino, takrat, če bila taka večina, bi sigurno jaz še več mojih idej, ki sem imel kot predsednik strateškega sveta, bi jih spravili skozi, ne prav. Zakaj meni je hudo? Meni je hudo, ko se jaz v Srbiji pogovarjam, pa jim razlagam, kako je pri nas. Pravijo, zakaj se ni nobene logike. Prav pri nas lahko normalno, to mi pravijo kolegi, da pri njih lahko normalno delaš in imaš pokojnino. Pri nas pa še direktor ne moreš biti, če si upokojen. Torej, če si lastnik in direktor podjetja, moraš pokojnino vrniti. Zato se dogaja, da pač lastniki podjetja postanejo prokuristi, potem pa svoje otroke dajo na direktorske funkcije. Želel sem vas preden grejo na naslednjo tematiko, malo bi se še glede vlaganja pogovarjal. Povejte mi, ste slučajno seznanjeni s pokojninskim sistemom, kako delajo v Združenih državah? Mogoče? Ne. Zdaj veva, da pokojnine plačamo pač mi direktno, ampak tudi država, populacija je vedno starejša. Se pravi, vedno je več prejemnikov in vedno je manj tistih, ki nekako to zagotavljajo. Se pravi, slej ali prej, če gledava recimo tudi, ne vem, v Južni Koreji imajo že probleme, pa v Aziji nasploh ne, v teh razvitih državah pač ta sistem je nekako de facto mogoče nevzdržen, bomo videli. V Ameriki pa začnejo recimo vlagati v pokojninske sklade že svojo prvo službo. Se pravi, takrat oni, ko se prvič zaposliš, odpreš tisti sklad oziroma podjetje za tebe in vsi nekako dajo, prispevajo notri nek delež plače. Eno vprašanje imam. Lahko ta pokojninski sklad propade? Ta pokojninski sklad propade? Če lahko propade. Ja, potem bo verjetno cel finančni sistem propadel. Ampak meni je zadnjič razlagal en slovenski profesor na fakulteti, ki je zagovarjal ta naš sistem, kot ga imamo, je rekel, da je imel dva kolega profesorja iz ZDA, ki sta vlagala v pokojninske sklade in sta v zadnji krizi propadla. Ona dva sta danes brez pokojnine. Iz kje sta bila te dva? ZDA. Iz ZDA. Zdaj ne vem, kaj je res, to je o meni povedal. Zato pravim, da je treba biti tukaj zmer. Vse je lepo, dokler vse teče. Kaj pa, če kdo propade, kaj če se kaj zgodi. Zato pravim, da ima, zato mora biti to razpršeno in več teh variant. Možnost je vedno, ampak oni predvsem vlagajo v sklad SP500, ki je nekako največji delniški indeks na svetu in ta pač načeloma diktira nekako kar velik del svetovnih financ. In odkar v bistvu praktično je, še ni v tisti krizi,
je bil popravek, ampak zakaj se ni nič zgodilo? Zato, ker država takrat, ko pač se kaj zgodi, prižgejo lepo printerje, po domač povedano, in to tudi rešijo. Zato pa imamo ta pokojninski dolg, potem grejo lahko v celo stanje finančnega sistema. V glavnem, kar želim povedati tukaj je to, da vedno lahko vse propade, to je definitivno možno, ampak ne s tem, ko oni samo vlagajo v ta sklad, pa bodi si to nek normalen del plače, manjši del, kot ga mi damo za prispevke in tako, dobijo 7 do 10% letnega donosa v tem skladu. In to čez 30 let. Vse nabere, gledajte, zato pravim, može so vse kombinacije, pač država se mora odločiti, jaz se s tem dejansko ne obremenjujem, ni moje področje, povem to, kar slišim. Normalno, tudi jaz, ki sem bil v vaših letih, smo rekli, ne bomo imeli pokojnine, vse bo propadalo, ampak smo prišli do tega, da jo imamo. Super. In tudi mislim, da tudi vi boste imeli, tako da jaz mislim. Super, me ne skrbi, ampak pogledajte, so definitivno še boljše opcije, recimo v ZDA so to nekako dokazali, ker če vlagaš v ta sklad, pa če se ti tudi, to je pri njih pri davčnih svetovalcih oziroma pri njih tako rečejo, delaj, res delaj, vlagaj v pokojninski sklad in če se nič drugega dobrega ne zgodi v tvojem življenju, boš čez 30-40 let ne boš rabo razmišljati, boš imel kar lepo kepo. Ja, ker je hudič, ker greš v penzijo, pa imaš 500, 600, 700 evrov in s tem ne moreš preživeti. Ker velik hudič, vedno, cena pa stroški pa vedno višji. V glavnem, ker so veliko na tem vlaganja, tudi naši poslušalci so po večini kar veliki pristaši vlaganja, zdaj ne vem, kako je pri vas, bi pa zelo rad zvedel, ampak še pred tem pa Slovenija ima zelo rada nepremičnine, vlaganje v nepremičnine. Sploh v Ljubljani to je zelo zaželena. Ena izmed najbolj zaželenih naložb Slovenca, ker je tudi najbolj varna po večinskem mnenju. In zato me zanima, kako vi komentirate, sigurno ste ga že večkrat, ampak še na naši oddaji, predlog o obdavčitvi druge nepremičnine in vseh naslednjih. Zakon ni še finaliziran. To ni bil predlog, to je bilo ustrahovalno izhodišče, če mu rečemo. Oni so ga imenovali izhodišče. Jaz točno vem, da je to bilo 23. decembra, ko sta predsednik vlade in finančni minister to predstavila. Rekla se, da se bo to v par mesecih vse zgodilo, mi smo zdaj januar, februar, marc, april, maj, juni. Torej 6 mesecev je že mimo, nismo še videli osnutka zakona. Torej ta njihov predlog, da bi bila prva nepremičnina prostor naslednje, da bi bile obdavčene, je že padla po tistih pripombah, da so prva nepremičnina lahko različno vredna. In tako naprej. Zato jaz ves čas predlagam, da bi moral biti nek znesek, do katerega ni obdavčitev. Torej v mojem primeru jaz predlagam to 200.000 evrov ali pa tudi 300, ker jaz predlagam 200, potem se posedeš pa narediš primerjalne izračune in vidiš, ali lahko tudi dvigneš na 300.000 evrov to mejo, ki je neobdavčena. Ostalo bi bilo obdavčeno s tem, da jaz tako pravim, zakaj obdavčevati samo stanovanja? A zato, ker si fovš, da je nekdo kupil veliko stanovanj? A zato, ker si fovš, da ga nekdo daje kratkotrajno najem? Ker s tem, da bi oni prvo težko bodo to sprejeli, ker obdavčitve so visoke. Potem so, koliko sem zdaj slišal, da ne bi se popravili že na temu, da če imam več stanovanj, pa ga dam družinskim članom, recimo otrokom, da živijo v njemu, da bo tudi to izvzeto, da ne bo več samo tisto prvo stanovanje, ki živimo, kar je tudi meni pomeni, da je prav, ker je to le v okviru družine. In potem se bo to počasi razmnožilo, ker drugače bi se začeli dogajati to, kar so začeli nekateri delati, da bi začeli stanovanja podarjati in tako naprej. Recimo, včeraj me je klicala ena gospa, hotela priti k meni na razgovor, da hoče zdaj videti, kaj naredi do konca leta, da bo pač svoje nepremičnine prodala, ker bo prišel nov davek. Saj, ko čakate, gospod, kjer je davko, govorite, saj ga še ni, saj ni niti načrta, ni nič. Saj, ko jaz tudi menim, da je premalo časa, ker tudi, če ga danes dajo ven, rabijo 30 dni za razpravo. Tako. Še zmeraj lahko, ampak veste, to ni zakon, da boš ti rekel, bom povečal dohodnino za 5%. Tega lahko sprejmeš še do konca leta. To je zakon, ki posega v življenje veliko Slovencev. In to meni, da bi to bo velik revolt, sploh po taki stopnji. Oni lahko zdaj bodo rekli, bomo dali pa stopnjo 0,9 ali pa 1%. Ampak še zmeraj se meni pojavlja vprašanje, zakaj samo nepremičnine. Torej, zakaj ne ostalo premoženje, imajo ljudje denar v bankah, pomeni, nekdo bo imel 2 nepremičnine v vrednosti 400.000, pa bo plačal davek, nekdo ima v banki 2 milijona, pa ne bo plačal davka. Zato sem jaz zagovornik tega, vem, da me napadajo potem, predvsem na Twitterju, da želim obdavčiti. Tisto, kar me razočara, je to, da ljudje ne vejo, ker oni pravijo, Simič hoče uvesti nepremičninski davek. Pa mi ga že imamo 40 let. In mene razočara to, da ljudje tega ne vejo.
ali se delajo, se norčujejo, ali tega res ne vejo. Torej, mi ta davki imamo, jaz sem za to, da se zamenja in da se naredi bolj pošteno za vse. Kajti, kaj se bo pol dogajalo? Pol se bo dogajalo to, ali bo nekdo začel prodajati nepremičnine, da bo dal denar v banko. Če pa zdaj gledava denar v banki, dobro, banke so varne, ampak smo imeli tudi primere, ki se je kaj zgodilo, pomeni še zmeraj bolj varno v nepremičnini. Res je tudi, da ko cena nepremičnin pade, to, kar se je zgodilo 2007, 2008, ampak vse pol naraste. Tako da jaz pravim, ljudem treba prepustiti, da sami vlagajo kam želijo. Eni vlagajo v kriptovalute, eni vlagajo v zlate palice, drugi vlagajo v srebro, tako da tukaj imamo več. Vsak se odloči, kam bo vložil in ne sme biti ena, bom rekel, taka sovražnost do tistih, ki imajo več stanovanj. Ja, definitivno, no spet bom jaz zdaj na tej strani, čeprav pač moram tudi zagovarjati, povedati to stališče, mogoče, da dobijo celotno sliko nasi poslušalci. To so se tudi lotili, vsaj tako so dejali, zaradi te stanovanjske krize, ki jih imamo. Jaz sem recimo med mlajšo generacijo, pa vem, kako je. Praktično vse se dogaja v Ljubljani, centralizirana je država izjemno, cene so pa seveda oglaševane, recimo v Ljubljani 4800 € na kvadratni meter. To ni tako zelo malo. Imamo pa po drugi strani nekje ocenjeno 13 000 stanovanj, ki samo stojijo, niti elektrika ni priklopljena, zdaj pa recimo po nekih ocenah strokovnjakov pa še vsaj 3-krat tolikih, ki samo stojijo. In zdaj jih mislijo z davkom prisiliti, da... Ne vem, če jih bojo prisilili, ne vem, kakšen je bil cilj. Definitivno so malo dali na pauzo to, ker so videli, kakšen revolt je bil, ampak samo, da se staveva, kakšen je bil mogoče tudi ena izmed. Ampak poglejmo, da vi imate stanovanje, v katerem živite, vaša družina. Imate 2 otroka, vsak ima svoje stanovanje in vi imate še 2 stanovanji. Zakaj jih ne bi smeli imeti? Pa jih dajete kratkoročne najem, recimo Booking ali pa karkoli. Da vas zdaj nekdo sili, da ga morate... Ni problema, če me država prisili v dolgoročni najem, potem nam je tudi pokrije škodo, ki se bo zgodila na tem stanovanju. Saj veste, kaj se lahko zgodi na stanovanjih. Tisti, ki pa ne plačajo najemnino in tako naprej. Tako da ni to enostavno. Zdaj so menda obljubili, da bodo popravili, da bo to lažje, ampak veste, to je preveč vprašanj, preveč kompleksno in zato mora biti obdavčitev zelo nizka. Vso premoženje, tisto, ki ga lahko nekako vidiš. Vidiš deleže, ki so upisani v sodni register, vidiš gotovino v bankah oziroma na računih, vidiš, ne vem, naprimer tudi tisti, ki imajo zlato, pa tisti lahko prijavijo, če želijo. Ker jaz pravim prijaviti zlato. Nekateri pravi, zakaj bi pa jaz to prijavil? Ampak jaz povem, kaj se dogaja v davčnih pregledih. Nekdo je kupil hišo. In prije davčni inšpektor, pravi, odkot vam denar. On pravi, prodal sem zlato palico. Ki jo pa imate, kdaj ste jo kupili, pokažite nam račun in tako naprej. Zato pravim, da za vse je treba shranjevati. Če bi pa to bilo, da plačaš neka 0,2%, bi bilo to evidentirano, bi imel, ne bi ti, ker tam te potem doleti lahko 40-50% davčna stopnja. In zdaj normalno tisti ljudje, ki teh pregledov niso imeli, to gledajo drugače. Jaz sem sodeloval v teh davčnih pregledih in vidim, kaj se dogaja. Tako da tam smo imeli pa še delnice, deleže, je vse evidentno in to je to. In nekdo pravi, zakaj bi pa nekdo prijavil. Se tudi danes prijavijo dohodke iz tujine, tako da to ni problem. No, potem pa deva še eno bolj tako, recimo razgibano, zabavno vprašanje za konec. Predstavljate zdaj si vi, da nimate nobenih omejitev, politika vas posluša, absolutno, javnost vam zdaj popolnoma zaupa, dobili ste pooblastilo, da napišete neko davčno politiko brez katerihkoli omejitev. Katere recimo prve 3 pravila, prve 3 stvari, ki bi jih spremenili, uvedli, kaj bi pa takoj recimo ukinili? Ampak jaz sem to že napisal in objavil. Torej, ko sem te moje spremembe pripravljal, jaz gledam tisto, kar se mi včasih kdo smeje, da ni prevelikih posegov v informacijski sistem finančne uprave. Ker tebi nič ne pomeni, da sprejmeš nek zakon, če moraš imeti informacijski sistem, ker se vse skupaj podaljša. Torej, jaz sem tako, kot sem povedal, jaz sem zagovornik, da se na dohodnini spodnji razred, ki imamo 16%, spusti na 10%, da se zgornji razred, ki je 50%, spusti na 40%, pomeni, da imamo obdavčitev med 10 in 40%, da se obdavčitev podjetja spusti iz 22 na 15%, da se obdavčitev dividend spusti iz 25 na 20, s tem, da bi jaz tudi poenostavil udeležbo zaposlenih pri dobičku. Pomeni, da se ne ukvarjamo s temi shemami in ta zakon, ki mu niti ne znam povedati imena,
za udeležbo zaposlenih pri dobičku, pomeni, da če se jaz kot lastnik odločim, da zaposlenim nekaj namenim svojega dobička, da rečem, v redu, lahko si izplačaš 10 000 dobička iz mojega podjetja, ki tega jaz pač namenim, da bi on plačal davek od izplačanega dobička po isti stopnji, kot plačam jaz kot družbenik, ali pa mogoče 5% višjo stopnjo. Pomeni, jaz predlagam za udeležbo zaposlenih pri dobičku ali 20% ali 25%. Ne. Potem pri kapitalskih dobičkih bi tisto mejo iz 15 000 spustil sedaj na 10 let, da se vse malo približamo Hrvaški, ki ima 2 leti. Tole. Potem imamo pri socialnih prispevkih, to, kar je zanimivo, da so zdaj, ko sem jo predstavil pred enim tednom v Portorožu, da bi oboje prispevke delojemalce, delodajalca združil v enega. Pomeni, bil bi samo eden, zdaj se treba odločiti, kdo bi ga plačeval, ampak jaz sem zagovornik, da bi ga potem plačeval delodajalec. Pomeni, da bruto plača delavca bi bila bruto plača minus dohodnina in neto plača. Ker ti prispevki, zdaj poslušam, da vlada želi spremeniti, da bi povečala pokojninski prispevek pri delodajalcu, pa zmanjšala pri delojemalcu. Ampak pred leti, ko je ta delitev bila narejena, je bila pač narejena po nekem občutku, ki so začunali, da je pač tako. Ampak jaz sem zato, da se oba združita v eno, da imamo en prispevek, torej nista več dva, ampak samo eden, plačuje ga delodajalec, bruto plača postane bruto plača minus dohodnina je neto plača. Zdaj meni nekdo pravi, kaj pa v prehodu, zdaj ka bruto plače so drugače. To ni noben problem, ve se, koliko je v bruto plači prispevkov, jih je 22,10. Pomeni, reče se, da se pač bruto plače, če ima nekdo neke pogodbe, prepusti se delodajalcu, ali delodajalec reče, v redu, jaz bom prispevke prevzel na sebe, tebi ostane ista bruto plača. Tam, ki pa to delodajalec ne bo želel, pa se bruto plača enostavno zmanjša za 22,10. Torej, delavec ni pri neto nič na slabšem, kot je zdaj. In to je za rešitev enostavno, samo nekdo se bo pač moral odločiti. Normalno jaz sem zagovornik tega, da se zviša DDV. Jaz bi ga zvišal iz 22 na 25, zaradi tega, ker neke poskušne izračune, ki sem jih delal sam, so popusti na dohodnini toliko veliki, da pokrijejo DDV, tisti, ki bi ga nekdo plačal. Več imamo tudi pač neke popuste in tako naprej, ampak bi se pokril. Potem včasih, ko ga poslušam, da bodo šli v Trst in v Celovec, jaz pravim, da sem prav vesel, da je bil pred kratkim prispevek na Pop TV-ju, ko so šli v Trst preverjati, koliko so cene tam nižje in so gotovili, da so tam cene nižje 30 do 40%. Pomeni, pri tako nižjih cenah to ni DDV. Ker če bi bil DDV, bi bil 2 do 3 odstotne točke, ne pa to pomeni, da DDV ni tako bistven, je pa DDV davek, ki takoj prihaja v proračun. Torej tekoče in je v redu in Hrvati ga tudi imajo na 25%, ker tudi jaz sem bil takrat zagovornik, če boste šli gledati nazaj, jaz sem že leta 2011, ko sem bil član fiskalnega sveta, sem v poročilu fiskalnega sveta za 2011, mislim, da je šlo konec aprila, sem predlagal dvig DDV-ja iz 20 na 22. In potem mislim, da je vlada Alenke Bratušek 2012-2013 dvignila DDV na 22, kar je bilo meni upravičen ukrep, kajti končno, dokaj je bilo prej govora, potrebujemo denar tudi za pokojnine, ker pokojninski prispevek ni dovolj. Tako da to so te, bom rekel, normalno pa bi tiste olajšave za mlade do 29 let, pa za one starejše nad 70 bi dvignil iz 1300 pa 1500 na 2000, na 2000, da bi omogočil, pa splošno olajšavo bi dvignil na 8000, tako da bi splošna olajšava bila tudi. In če se to reče, splošna olajšava na 8000 iz 5 na 8, znižja obdavčitev iz 16 na 10, pomeni vsi ti z nižjimi plačami bi bili že izven obdavčitve. Tako da to je čisto na brzino. Kakšne velike reforme jaz ne bi delal, ker ti ljudje ne razumejo reform. Recimo, če se spomnite, koliko je zdaj že 2 leti nazaj, ko je Ministrstvo za finance prišlo s predlogom, da bo ta prehrana pa prevoz šla v davčno osnovo za obdavčitev. Ampak jaz se takrat nisem razburjal, zato ker sem slišal, da je minister rekel, da bo pa neobdavčena višina zneska 8000. Pomeni, če imaš ti plačo 3000 ali pa 4000 bruto, to pomeni, da je neto tisto, kar gre davčno osnovo, je nekje, ne vem, 2,5. In če dava midva prehrano pa prevoz gor, je do 8000 še zelo daleč. Pomeni, popolnoma nobenega efekta nima to, da bo ta prehrana pa prevoz šla v davčno osnovo, ker je tisti znesek tako visok, da ne pride do obdavčitve. Ampak takrat so na tistem padli, ker niso znali predstaviti. Zato pravim, da tej vladi tudi mogoče manjka kakšen davčni marketing, da ljudi prej pripravijo. In zaradi tega sem tudi s tem mojim predlogom šel dosti zgodaj, ko je
akcijo 1 leto pa pol pred volitvami, tako da vidimo, kaj se bo zgodilo. Ok, super. No, najlepša hvala. Mislim, da so kar nekaj zanimivih tematik povedala. Dajte mi še povedati, kje vas lahko naši poslušalci najdejo. Imate spletno stran, Twitter, zelo aktiven, tiskega še nima, tudi blog objavljate, kje vas lahko najdejo. Torej, če želijo brati blog, enostavno najhitreje vtipkajo Simič blog, bodo takoj padli na blog. Drugače me pa najdejo v mojem podjetju Simič & Partnerji, vtipkajo Simič & Partnerji, bodo dobili telefonsko številko, spletna stran, tako da je pa tudi, torej pri meni v podjetju nas dela 6 na davkih in smo res zasedeni, pokrivamo vsa področja, tako da normalno, če bo kdo karkoli potreboval, lahko pokliče. Tudi jaz se dostikrat oglasim, sam se pogovarjam, včasih kdo ne verjame, da govori z mano, ampak poskušam pač, včasih mi je celo tako, da lažje, da mu kar na hitro povem, sam da ne hodi k meni, pa da ne sediva 1 uro. No, super, no, še enkrat najlepša hvala, da ste se oglasili, pa upam, da se še kdaj srečamo. Ja, hvala za povabilo. Evo.